Avstralski akademik David Goodall je dopolnil 104 leta. Rojstni dan je praznoval v krogu prijateljev in družine. Na samem praznovanju pa si je zaželel končati svoje življenje. In njegova želja bo kmalu odobrena, saj bo ta teden odpotoval v Švico na kliniko v Basel, kjer bo umrl s pomočjo prostovoljne evtanazije. V zahodnji Avstraliji, od koder je Goodall, namreč ta ni zakonita. Lahko bi sicer šel v avstralsko deželo Victoria, kjer so jo že legalizirali, a zaradi strogih pogojev tega ne sme. In tako se je odločil za Švico. Pravi, da je dosegel visoko starost. Do nedavnega je služil kot častni znanstveni sodelavec Univerze Edith Cowan, zdaj pa sta se njegovo fizično stanje in kakovost življenja poslabšala. Njegova družina podpira odločitev, vključno s klinično psihologinjo, ki je sicer tudi njegova potomka. Podporniki predsednika Nikaragve Daniela Ortege so se zbrali v Managvi in poslušali njegov govor. Le 2 tedna pred tem je v uličnih spopadih, ki so izbruhnili na protestih proti njemu, umrlo najmanj 25 ljudi. Protesti so se začeli, potem ko je vlada Ortege, nekdanjega levičarskega gverilskega voditelja, ki so ga kritiki obtožili, da želi zgraditi družinsko diktaturo, začela načrt za preoblikovanje sistema socialnega varstva v tej državi Srednje Amerike. Ukrepi policije na protestih pa so spodbudili še širšo kritiko Ortege. Tako je prejšnji teden v prizadevanju za umiritev uličnih spopadov predsednik dejal, da je preklical pobudo za prenovo socialnega varstva. V tokratnem govoru pa je izpostavil, da je zavezan s tistimi, ki so v protestih umrli, s študenti, delavci in policisti. Zato pravi ne smrti, ne destrukciji, ne nasilju in da za življenje, dialog, delo in mir. Po svetu se danes vrstijo opozarjanja na izkoriščevanje delovne sile, slabe pogoje dela, prenizke plače in na množico pravic delavcev, ki ne pridejo do veljave, čeprav bi morala. Še vedno je večinoma povsod tudi velika razlika med plačami moških in žensk, opozarjajo pa tudi na druge diskriminacije. V Indoneziji so tako ves dan potekali protesti v Džakarti, kjer so opozorili na diskriminacijo žensk tako na delovnem kot javnem mestu, pa tudi na velike vrzeli med izplačevanjem delavcev v javni upravi in gospodarstvu. Tudi v Seulu v Južni Koreji na protestih opozarjajo na slabe delovne pogoje. Želijo več delovnih mest in izpostavljajo, da je predsednik dejal, da se bo osredotočil na izboljšanje pravic delavcev, a da pri tem še ni oprijemljivih dosežkov. Tako se pritožujejo nad tem, da se vlada osredotoča le na medkorejske pogovore in temelje za združitev, ne pa za izboljšanje in uveljavljanje pravic delavcev.